In dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. Kakšna investicija dejansko so. In zanimivo pri tem kriptoprojektu je, da sem vprašal umetno inteligenco, da naj mi priporoča naslednji kriptoprojekt, katerega naj ocenim. In seveda bo umetna inteligenca priporočala umetno inteligenco. Tako da tokrat se na tapeti znajde Fetch.ai. Tako da dajmo si najprej pogledati, o čem se sploh gre tale kriptoprojekt. Imam že pripravljene zapiske tukaj. Fetch.ai je inovativni kriptoprojekt, ki združuje umetno inteligenco in blockchain tehnologijo z namenom avtomatizacije kompleksnih nalog in izboljšanja učinkovitosti digitalnih ekosistemov. Njegova ključna vizija je omogočiti decentralizirane pametne agente, ki lahko samostojno opravljajo naloge, kot so upravljanje podatkov, izvajanje finančnih transakcij in optimizacija logističnih procesov. Projekt temelji na svoji lastni Layer 1 blockchain infrastrukturi, ki podpira pametne pogodbe in uporablja Proof of Stake mehanizem za zagotavljanje varnosti in hitrih transakcij. Fetch.ai omogoča podjetjem in razvijalcem, da ustvarijo avtonomne agente, ki delujejo v decentraliziranem okolju in lahko komunicirajo med seboj brez posrednikov. To pomeni, da lahko na primer v transportu umetna inteligenca optimizira poti dostave v realnem času, v financah avtomatizira trgovalne strategije ali pa v energetski industriji uravnava porabo električne energije. Glavno gonilo ekosistema je seveda njegov FET žeton, ki se uporablja za plačila, nagrade za rudarjenje podatkov in za delovanje avtonomnih agentov. Fetch.ai svojo tehnologijo prinaša revolucijo na področju Web3, saj omogoča pametnejše in bolj prilagodljive rešitve za različne industrije, ne da bi pri tem žrtvoval decentralizacijo. No, vse skupaj zelo zanimivo, ampak dajmo si še malček podrobneje pogledati ta projekt. In začeli bomo z njihovo spletno stranjo, ki jo imajo zelo lepo urejeno, lepo obrazloženo. Tukaj tudi izpostavijo vsa podjetja, s katerimi sodelujejo, kar je super, in tukaj so zelo znana imena. Tako da, ja, takoj se tudi ve, o čemu se gre na spletni strani. In poglejmo si zdaj še njihovo belo knjigo. Kot lahko vidimo, imajo tudi tukaj belo knjigo zelo podrobno in lepo obrazloženo. Morda pogrešam edino segmentacijo tukaj na strani, da se lahko morda lažje potuje po njej. Ampak glede na to, za naš prvi segment je to super. Dobijo 15 točk od vseh možnih 15. Projekt je zelo jasen, cilja na realno industrijo in njihova bela knjiga je tudi precej zelo jasna. Naslednji segment je ekipa in podpora, kjer mi malček pogledamo, kakšne izkušnje ima ekipa in pa kdo je že podprl tale projekt. In to je najboljše, da pogledamo na spletni strani cryptorank.io. In tukaj imamo njihovo ekipo, to dobimo, če gremo tukaj na tale zavihek Team. In vidimo, da je founder Humayun Sheikh, potem co-founder Toby Simpson in pa še enega co-founderja imajo Thomas Hein. Pa dajmo najprej pogledati founderja, kakšne izkušnje kaj ima. Pojdimo, ja. Zdaj zapisano ima tukaj le za Fetch.ai in pa Metalex. Očitno ni poupdateal svojega profila, tako da pojdimo naprej na Tobija Simpsona. Pojdimo pod izkušnje in vidimo tukaj Fetch.ai, seveda. On je bil prej tudi CTO na Ososim Limited.
pa seveda tudi na DeepMind. In kot vidimo, ima izkušnje z umetno inteligenco že odprej. Poglejmo si zdaj še ta drugega co-founderja, to je Thomas Hein. Thomas Hein, poglejmo še njegove izkušnje. Trenutno dela na univerzi Sheffield, pa na UKRI, pa delal je na inštitutu, na tehnološkem inštitutu in pa tukaj Chief Science Officer, ampak očitno tukaj kaže, da je končal oktobra 2023, tako da podatki morda na spletni strani niso najbolj poupdatani. Ampak dobro, vseeno smo videli, da znanje za to ekipo vsekakor je. Dajmo si mi zdaj še pogledati fundraising, da vidimo, koliko so kaj zbrali in kdo je vse investiral v njih. In vidimo tukaj Dime, pa BitGet, tukaj so zbrali 10 milijonov, DWF Labs, tukaj so zbrali 40 milijonov, pa GDA Capital 5 milijonov, predtem so imeli IEO in seveda predtem so imeli še predprodajo. Pri predprodaji so dobili malček več kot 7 milijonov. In seveda še predtem so dobili semensko investicijo od Outlier Ventures. Tako da kot vidimo v tem segmentu, ekipa ima vsekakor izkušnje in imajo tudi močno podporo uglednih vlagateljev ali pospeševalnikov, tako da tukaj dobijo vseh 15 točk od možnih 15. Naprej imamo tretji segment, kjer je blockchain in žeton, kako zelo sta upravičena uporaba blockchaina in žetona. In seveda smo to razkrili že na samem začetku. Blockchain in žeton sta definitivno upravičena, dotikajo se realne industrije in za ta segment dobijo 10 od 10 točk. Naprej imamo četrti segment, napredek in cilji. Kakšen napredek imajo in kako dosegajo svoje cilje in kako obveščajo svojo skupnost. Zdaj, tukaj moram reči, da sem našel le njihov blog, preko katerega obveščajo svojo skupnost. In moram reči, da njihove objave tudi niso tako pogoste. Recimo, ta zadnja objava je bila 26.11.2024. Tako da za ta segment dobijo 3 točke od vseh možnih 5. Naprej, peti segment, imamo tehnično analizo, kakšen je kaj trend v gibanju cene in kaj nam kaj kažejo indikatorji. In to lahko pogledamo tudi na cryptorank.io, tako da gremo tukaj na zavihek Overview, pa se malček pomaknemo bolj dol, da pridemo na graf, bomo dodali še RSI, indikator, ki je najbolj priljubljen, tako da malček boljše vidimo. In takoj se tukaj vidi tale struktura, ki mi ni ravno najbolj všeč. Vidi se tudi tukaj zelo pomembna meja. Jo bom kar označil tukaj s tole ravno črto. Malo, tako, evo, zelo lepa ravna meja. Tukaj smo se zadrževali pod njo, jo končno prebili in imeli tole eksplozivno rast. In potem smo jo prišli testirati enkrat, in zdaj jo že drugič testiramo. Malček slabo se mi zdi tole, da smo v drugo naredili tukaj nižji vrh in da konstantno udarjamo ob tole mejo. Tale meja je tam nekje na 77 centih. RSI tudi zdaj zaenkrat ne kaže nekih posebnosti, ampak se približuje preprodanemu območju, kar lahko tudi pomeni, da imajo medvedi prednost. Tako da, ja, kar se tiče tegale kripta, meni se zdi malček mešano
vse skupaj. Poglejmo si zdaj še volumen na menjalnicah in tukaj lahko vidimo, ja, da imajo kar precej velik volumen na uglednih menjalnicah, ampak tehnična analiza tukaj zaenkrat pravim, ni ravno najbolj obetavna, tako da za ta segment tehnične analize tukaj dobijo 11 točk od vseh možnih 15. Naprej, 6. segment, imamo skupnost in to si lahko pogledamo kar na njihovi spletni strani. Ponavadi imajo vse tukaj dol v footerju in dajmo si pogledati X. Vidimo, da imajo kar precej 255.000 sledilcev, pa Telegram, tukaj imajo 15.000 sledilcev, pa Discord, da vidimo, koliko jih imajo tukaj, 4.578, ok, tukaj je malček manj, ampak še vedno v redu. Imajo tudi YouTube, da vidimo, koliko jih imajo tukaj. Tukaj pa imajo 11.000 sledilcev, kar se mi zdi tudi kar v redu. Tako da sodelovanja skupnosti je veliko in tudi adopcija uporabnikov je kar velika zaradi tega, ker se pridružujejo kar velika podjetja, kot smo videli tudi na začetku. In naprej imamo 7. zadnji segment, to je Certik varnostno preverjanje. Tukaj se je že pri marsikaterem projektu zakompliciralo, ampak lahko vidimo, da oni imajo opravljeno Certik revizijo. Tukaj tudi visoko leaderboard oceno imajo in če pogledamo tukaj težave, sicer so jih našli, ampak so jih sproti lepo reševali. Vidimo tukaj 4 od 4, to so bile kritične, potem take srednje narave so imeli 7 težav, tudi vseh 7 so odpravili. Tukaj take minorne 10 od 10, vse so odpravili in potem so bolj take informacijske, ki pač niso nekaj ekstremnega. Tako da tukaj za ta segment v bistvu dobijo vseh 25 točk od možnih 25, kar je super. Moram reči, da so lepo vse skupaj poštimali. In celotna ocena tega projekta je 89 od 100, kar nažalost ta projekt še vedno uvršča pod dobro, vendar lahko povzroči manjše pomisleke, ampak za samo eno točko bi lahko prišel že pod odlično močan investicijski potencial. Kaj si pa vi kaj mislite o tem kriptoprojektu? Kakšen investicijski potencial ima? Kar napišite mi spodaj. Vsekakor se priporočamo tudi za kakšen všeček in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednjega raziskovalnega videa. Vsekakor pa hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednjem videu.